Vsak teden se iz Evropskega parlamenta vračam v Slovenijo. In že nekaj let vedno naletim na vzdušje in razpoloženje z enim skupnim dejavnikom. Vse je narobe, vsi proti vsem. Občutek imam, da se iščejo le negativne stvari, za slabo voljo se krivi reforme. Ni pa razprave o tem, kaj bi želeli, kakšna pravila igre bi želeli oblikovati, kakšne politike bi želeli, kakšno verodostojnost informacij pričakujemo od medijev, kako želimo, da nas zastopajo sindikati. Ali se naj slednji v trenutni situaciji zavzemajo za še več pravic zaposlenim, ali bi bilo bolj modro, da se zavzemajo za čim manj nezaposlenih? Kje je pravo ravnotežje med temi vrednotami? Ali imamo dovolj poguma, da končno izstopimo iz obdobja mladega kapitalizma in politične tranzicije, ter se preobrazimo v odgovorno, zrelo, demokratično državo, ki jo spoštujejo tako njeni državljani, kot tudi naši evropski in tuji partnerji? Bomo uspeli obdržati verodostojnost, ki smo si jo v prvih 2 desetletjih ustvarili v Evropski uniji? Medtem ko v Sloveniji bijemo notranje bitke, pozabljamo, da se svet ni ustavil, da pomembne razprave potekajo na najrazličnejših ravneh in bodo vplivale na vsakega od nas, na naše, vaše, moje, tvoje pravice, varnost, zaščito in blaginjo. V evropskem prostoru sprejemamo odločitve, ki neposredno vplivajo tako na delovna mesta, kot tudi na dolgoročno gospodarsko rast naše države. In čeprav imamo formalno pravico in dolžnost sodelovati v tovrstnih razpravah in to funkcijo tudi opravljamo, nam širše družbene razprave enostavno uidejo. Tako na primer med državljani niti v slovenskem javnem prostoru ne poteka razprava o eni najbolj vročih tem, ki se trenutno obravnavajo v Evropskem parlamentu. To je predlog Evropske komisije o umetnem dvigovanju cen ogljičnih kuponov v shemi za trgovanje z emisijami. Shema je bila vzpostavljena kot tržni mehanizem, ki bo za 20% zmanjšal emisije ogljikovega dioksida do leta 2020. Namen sheme torej ni bil zbiranje denarja v nacionalne proračune, temveč boj proti podnebnim spremembam. Evropska komisija pa želi sedaj z umetnim poseganjem na ogljični trg dvigniti cene ogljika. Kaj bi poseganje v ta trg pomenilo za Slovenke in Slovence ter za naša podjetja? Zaradi višje cene ogljika bi se povišala cena električne energije, ki jo plačujemo gospodinjstva in ki jo plačujejo naša srednja in mala podjetja. Zvišala bi se cena energije za naše tovarne in industrijo. Dodatno pa bi se zvišala tudi cena proizvodnih procesov, ki povzročajo izpuste, na primer v slovenski papirni in jeklarski industriji. Vse to bi zmanjšalo konkurenčnost slovenskega in evropskega gospodarstva, saj imajo druge države nižje okoljske standarde. Zato je zame ključno vprašanje, ki si ga trenutno zastavljam, kako iti naprej. Primer, ki sem ga omenila, kaže na popolno odsotnost razprav o tem, kakšno podnebno in gospodarsko politiko želimo. Pa čeprav to neposredno vpliva na zdravo življenje, okolje in gospodarstvo. Vesela bom, če boste na tovrstna vprašanja podajali svoja stališča, poglede in mnenja tudi državljani, sindikati, gospodarstvo, mediji, raziskovalci, nevladne organizacije in ostala civilna družba.